Lep pozdrav vsem skupaj. Litostroj je bila ena izrazito politična tovarna, pa tudi ena največjih, skoraj 5000 delavcev je bilo in lahko si mislite, da je bil v njej močan vpliv še od časa Tita in Leskoška in tako naprej. No in ker sem bil tam jaz tudi v 80-ih letih, se mi zdi zanimivo zdaj mačkaj povedati za okoliščine, pa tudi s Francijem sva se tam spoznala in sodelovala. In posebej v drugi polovici 80-ih let bi lahko rekel, da se je že tudi zelo čutilo tisto, kar ste vi rekli, da je v Sloveniji že kar vrelo. Namreč mi smo popoldne zmerom poslušali radio, televizijo, časopise, brali in tako naprej, čeprav mediji so bili seveda bolj enostranski, ampak vseeno poznali smo že disidente, brali smo predvsem Mladino, potem Radio Študent, neke verske časopise in tako naprej. In se je to seveda vse čutilo tudi znotraj med nami. No in v tistem času je bilo formalno v taki DOO, delovna organizacija, samoupravljanje naj bi bilo in je bilo vse lepo razdeljeno na 12 tozdov in delovnih skupnosti, direktorje in tako naprej. Samo treba je povedati, jaz sem bil sicer pravni svetovalec generalnega direktorja in tudi poznam precej to. Dejanska vloga, dejanska oblast je bila v tako imenovani politični koordinaciji. To je bilo pa 5 oseb, to je bilo pa predsednik ZK, predsednik sindikata, no, je bilo že omenjen Zec, Fadil Zec, potem predsednik Mladine, pa predsednik delavskega sveta, no in pa generalni direktor. No in pa, če je bilo kaj kritičnega, so telefonirali na Tomšičevo v center, ne. Sam tega ni bilo veliko, ne. No in moram pa reči, seveda, da pozitiven del tega samoupravljanja pa socializma je za delavsko socialo in tako je bilo kar zelo poskrbljeno, tudi za delavski štandard, bi rekel. Ogromno se je dogajalo tudi znotraj podjetja, ki je pač lahko tudi to sofinanciralo. Razne dejavnosti, planinsko društvo, godba, so bile profesionalne, bi rekel, dirigente in tako naprej. No in med drugim tudi, no in tam sem jaz malo bil, potem smo imeli tudi kulturne komisije v Tozdih in pa centralno kulturno komisijo na nivoju delovne organizacije. In je prišlo tako, da jaz imam precej različnih teh sposobnosti pa nagnjen, tudi na tem umetniškem področju. In ko so to videli, sem jaz postal predsednik centralne kulturne komisije v Litostroju. Moram reči, da sem stvar vzel zelo resno, to je bilo v okviru sindikata formalno. Ampak smo imeli dovolj denarja, tudi za recimo vstopnice, razstave in stvar je zelo zaživela nekaj let. Jaz sem animiral ljudi in smo tudi cele predstave v Cankarjevem domu zakupili za delavce, da so zastonj šli predstave v mestnem gledališču. Ampak seveda moram reči, da smo mi precej disidentsko delovali, izbirali smo take stvari, ki so ljudem dale misliti, ne. Če sem prej omenil mestno gledališče, tista predstava pod Prešernovo glavo, ne, ko med drugim enkrat nekdo zavpije komunisti in fašisti, vsi ste isti, ne, potem ljudje v temi zaploskajo, ne, in tako naprej, ne. No, jaz sem seveda to malo, predvsej že malo pretiraval morda, smo vam imeli tudi kulturne večere, vabili smo pa bolj take, že malo bolj opozicijske ali pa disidentske, naprimer Toneta Kuntnerja, Štiha, potem Partliča in tako naprej, ne. Ampak to je še šlo. No, potem smo imeli pa enkrat eno večjo zabavo, uradno proslavo, pa sem jaz med drugim tudi celo, malo sem igralec tudi, sem se naučil, govor, veste koga? Antona Martina Slomška, dragi Slovenci. In sem celo pridigo povedal, poudarek je bil seveda tudi na jeziku, ne, da morajo jezik, ampak je bilo tudi Bog velikrat imenovan, ne, in moram reči, da si predstavljate, kako so oči zavijali v prvih vrstah vodstvo, ne, sem jaz kar mogel večivca, da sem to do konca speljal. No, potem je bilo prišlo pa leta 85 smo pa prekoračili, ne, je pa prahuda. Namreč imeli smo akcijo Zgodovina naša učiteljica, ne, in smo v okviru enega tega torej kulturnih večerov povabili doktorja Franceta Bučarja, da nam predava na temo sprava na Slovenskem. No, kot si predstavljate, leta 85 je bilo pa to nekaj hudega. Takrat so pa telefoni tudi na Tomšičevo seveda
zazvonili, pa nazaj tudi, ne. In preden mi smo že plakate dali ven, da bo, ne vem, v torek popoldne v 5, ne, malo so mi še tako neformalno, ampak je bilo že, smo se hitro izogibali, dr. Bučar je rekel, da bo predaval, ne, to temo, ampak seveda on je bil takrat seveda kot en zelo znan disident, ne, oporečnik. No in kaj je bilo, ne, ko smo, jaz sem ga šel čakati tam in ko smo prišli do vratarnice popoldne, a ne, v prostem času, ko so ljudje kakšni prišli, uniforme, modre, vse je bilo danes imenovan, ja, civilna zaščita. Vaje civilne zaščite so povedali, da so slučajno in v tem primeru po pravilniku odpadejo vse druge prireditve, kulturne, športne in tako naprej. In sem bilo tam 100 tistih uniformirancev kot vaja civilne zaščite, ne. Seveda, ne, jaz sem potem malo, kako bi rekel, popenil, ne, smo šli s dr. Bučarjem na pivo, ampak jaz sem pol drug dan, takoj, ne, sem šel k temu Zecu, ne, predsednik sindikata, sem rekel, kaj se greste, zakaj pa niste povedali, da bojo vaje civilne zaščite, se so plakati viseli za kulturni. Ja, pa se je nekaj izgovarjal in sem rekel, jaz zahtevam sestanek s politično koordinacijo. Morate misliti, jaz sem ubogi pravniček, ne. In je tudi do tega prišlo. In so mi pričakovali vsi tisti, ki sem vam povedal, in so rekli, ja, kaj se greste zdaj, tovariš Tomažič, tukaj so bile pač te vaje civilne zaščite, ne objavljamo, so bile pač že planirane in je tako prišlo na ta dan slučajno in druge stvari odpadejo. Sem pa rekel, ja, no, v redu, nič hudega, mi bomo imeli pa drug teden v bistvu času to predavanje. No, potem smo pa začeli malo bolj ostro, ne, in se je začelo strašni pritiski, vendar jaz sem imel, hvala Bogu, na svoji strani že takrat Mladino. So napisali članek, 2 strani v Mladini, Hrovat in tudi napovedali nadaljevanje, tako da se ni dalo kar pod mizo nekoga pomesti in tako naprej. Sem šel tudi do ministra, to je bil sicer republiški sekretar za kulturo, Kmecel, ampak to je bilo pol konc. To so moj pol tako, da vam za ilustracijo povem, da je moj šef, generalni direktor Litostroja, popoldne enkrat zvečer k meni domov prišel na vir, pa rekel, to ne njega srat, v oba služba zgubila. Tudi on, torej tudi generalni direktor. No in potem je nekako ta stvar odpadla, ne. No, zdaj bom prišel pa še na Tomšiča, ne, Franceta Tomšiča, ki je bil v tistem času tudi tam in sva se spoznala, sva velikrat kaj debatirala. Ja, meni je bilo tako jasno, da ima on izkušnje iz Nemčije, iz Zahoda. On je živel že v parlamentarni demokraciji in v večstrankarstvu. Ne, in nas je učil, mi pa tega sploh nismo poznali, tako rekoč, ne. No in en krajši pogovor bom pa povedal dobesedno, ker sem si ga zapomnil, ko smo šli na malco, tam po dvorišču v Litostroja enkrat, pa je rekel, Tone, Madonna, a si za to, da ustanovimo kakšno stranko? Sem rekel, Franci, a se hecaš? Kakšno? In je rekel, ja, socialdemokratsko. Sem rekel, Franci, veš kaj, zdaj tako, če že ustanovimo, ne, zakaj pa ne bi bolj krščansko-demokratsko? A nimamo že dosti levih strank, pa levo stranko, če že eno, pa dajmo eno orank desno, ne? Je rekel, ja, tole, zdaj se pa ti hecaš. No, torej, če to vse dobro premisli, ne, vidimo pa, ne, bil je zelo pogumen, bil je vizionar, vendar je bil pa tudi realen, ne, in je tudi še leta 87 vedel, da mora tam dodati tisto, da bi bila ta stranka v okviru SZDL in tako naprej, ker je bil realista, ne. Ampak dobro, mislim, da ste videli zdaj tudi to ilustracijo. Sicer sva pa z njim, moram reči, še lepo sodelovala tudi naprej, posebej v parlamentu, oziroma takrat je bila skupščina, sam ta pomembna skupščina, ta glavna, ne, 2 leti in pol, v okviru Demosa, kjer moram reči, da je on zmerom stvari dajal na prvo mesto te Demosove projekte in osamosvojitev in vse to, ne toliko strankarsko in sva tako odlično sodelovala, ravno tako tudi na lokalnem nivoju, kjer sem bil v Domžalah v Demos, posebej po predvoljenem času. Zdaj, ker je malo časa pokar dovolj, malo sem ilustriral, napisal bom pa precej več in se vam zahvaljujem za pozornost.